Erik Merdanović, pozdravljen. Z začetkom nove sezone si postal naš novi član in sicer prevzel si vlogo strokovnega vodja akademije. Kako poteka prilagajanje na novo okolje? Bi lahko rekli, da si se že aklimatiziral? Po dobrih 2 mesecih delovanja v nogometnem klubu Domžale sem dobro poznal ustroj kluba, predvsem v mladinskem nogometnem centru. Tukaj so mi bili v pomoč vsi zaposleni, vsi trenerji, ki so mi dali informacije, tako da se že zelo veselim prihodnosti v nogometnem klubu Domžale. Čemu pa posvečaš največ časa? Katere so tiste tvoje glavne zadolžitve kot strokovnega vodje? Ker smo trenutno še vedno v procesu prestopnega roka, je bil v preteklih tednih največji poudarek na selekcioniranju ekip mladincev, kadetov in pa starejših dečkov. Mislim, da smo z sodelavci sestavili zelo konkurenčne ekipe. Drugače pa bo moja glavna naloga strokovni nadzor dela v mladinskem nogometnem centru Domžale in pa pomoč trenerjem pri izvajanju vseh nogometnih aktivnosti. Kje pa vidiš največ prostora za napredek v nogometnem klubu Domžale oziroma v sami akademiji? Po pogovoru z vodilnimi ljudmi v klubu smo si nekako zadali 2 cilja. En je kratkoročne narave, drugi je srednjeročne narave. Prvi je definitivno individualni pristop do igralcev, ki kažejo nekaj več. To pomeni na igrišču in izven njega, tako da smo trenerski kader teh starejših selekcij okrepili z dodatnimi trenerji, tako da za te selekcije, to pomeni mladince, kadete in pa starejše dečke, skrbi tudi od 5 do 6 strokovno usposobljenih oseb. Za drugi cilj, ki smo si ga zadali, pa predvsem meni kot nekako vodja akademije zelo pomemben, da čez čas ratamo prepoznavni, kar se tiče načina in pa stila igre, tako da bodo igralci morali doseči nekatere standarde in pa zahteve, ki bomo skupaj s trenerji predstavili igralcem. Ja, zanimivo. To pomeni, da bodo mogoče tudi mlajše selekcije že igrale takšno igro, kot jo igrajo člani. Ja, to je definitivno cilj. Je pa res, da je to proces, da ne bo šlo čez noč, ampak verjamem, da bomo skupaj s sodelavci pripomogli k temu in da bojo fantje, to pomeni od U14, U15 naprej, kmalu bili na nivoju članske ekipe, kar se tiče smernic in pa zahtev v igri. Priprave so že začeli mladinci, kadeti in starejši dečki, močni turnirji so za nami, pa tudi tekmi z Bayernom. Nas kaj podobnega čaka tudi v prihodnje? Ja, zdaj že v prihajajočih dneh se bo ta selekcija kadetov in pa starejših dečkov pomerili z vrstniki Rijeke in pa Istre. Sredi avgusta gremo z igralci starosti 2-8 in pa 2-9 na mednarodni turnir v Graz, kjer bodo naši nasprotniki Udinese, Slovan Bratislava, Dunajski Rapid. Tako da imamo tudi potem v nadaljevanju sezone v načrtu kar nekaj mednarodnih preizkušenj, saj želimo igralcem poleg tekem v domačem prvenstvu ponuditi tudi mednarodne preizkušnje. Super. V petek pa nas čaka prva tekma, seveda mladinska, tukaj na glavnem stadionu igrajo s Celjem. Kakšne pa so ambicije in kaj so cilji pred sezono? Cilji so definitivno visoki. Jaz mislim, da smo v vseh selekcijah, tudi pri mladincih, sestavili zelo konkurenčne ekipe, da bomo na vsaki tekmi želeli biti tekmovalni, ambiciozni, pokazati tisto nekaj več, saj so Domžale vedno poleg razvoja igralcev za člansko ekipo in tudi za tujino naskakovale najvišja mesta, tako da verjamem, da nas tudi nekaj takega čaka v tej sezoni. Kaj pa ostali? Kdaj s tekmovanji začnejo U17 in U15? To pomeni kadeti in pa starejši dečki začnejo sezono nekoliko kasneje, to pomeni sredi avgusta. Tudi tam smo poleg igralskega kadra okrepili tudi trenerski kader, tako da bomo fante pripravili na nekaj več. Bomo zahtevali od njih nekatere nove stvari, ki jih do sedaj niso, tako da verjamem, da nas čaka lepa sezona. Erik, najlepša hvala in seveda veliko uspehov pri tvojem delu.